Lep pozdrav vsem navzočim v sklopu pogovorov, ki jih organizira Loški muzej z gostujočimi umetniki. Se bomo v galeriji Ivana Groharja tokrat pogovarjali z umetniškim fotografom, ki ga slovenska fotografska javnost pozna pod inicialkami DK ali DK. To je tisti fotograf, ki je upodobil Metelkovce v teh slavnih klasičnih fotografskih portretih, ki so do pred nedavnim krasili ograjo, ki loči ulico Metelkove od tako imenovanega avtonomnega področja. DK je tako označen kot umetnik, ki je v svojem opusu uspel združiti vse poglavitne značilnosti fotografije kot medija, jo povezati v širši kontekst sodobne umetnosti, ter na drugi strani je tudi obdelal vse poglavitne momente sodobnega sveta. V galeriji Ivana Groharja se predstavljaš starejšo konceptualno razstavo Trn, ki je pravzaprav kultna sestavljanka iz fotografij in avtentičnih ostalin iz ljubljanskih klubov. Govorimo o undergroundu. Pred nami so prizori neke omamljene mladine, brez upa, socialne izključenosti in neke posebne oblike samote. Kako je nastala ta razstava? Razstava je nastala v resnici precej spontano. V bistvu jaz sem dost v tistem času delal čist za ene druge gospodarske panoge in tako naprej in sem velikokrat končal ob 3-4 zjutraj s svojim delom, ne. In potem na poti, takrat smo to še vse na Diase delali, in na poti do studia, ki je imel nabiralnik, kamor sem pač to odvrgel, da me je zjutraj pričakalo, sem pač potem še šel v kakšen klub. Je pa res, da sem jaz v tistem času bil tudi brezdomc, ne, tako da sem v tem nekem obdobju včasih rajš prebedel noč, tiste 2-3 ure, kakor sem še rabil, da so mi razvil film kje drugje, kakor v neki sobi. Tako da, ampak prišlo je eno obdobje, ker vedno je kdo na kakšni zabavi, v kakšnem klubu, je vedno kdo ali preveč spil ali kakor tako, ampak bili so tam prijatelji, ne, videl si, pa so ga sprašvali, če je v redu, pa so mu nosili vodo, pa tako naprej, in so ga na koncu tudi odpeljali domov, ne. Potem pa je prišlo to obdobje, ko sem stopil v klube in so dobesedno celi klubi spali. In tudi nihče ni skrbel za te ljudi, ne. Jaz nekatere osebno poznam, nekateri med njimi so izbrisani, se niso imeli kam vrniti, tisto noč so v bistvu hoteli biti samo na toplem, ne, ker to je nastajalo v zimskih mesecih, ne. Tako da mnogi so pač prišli, so bili vozači, se pravi, niti niso imeli prevozov do doma in so spet morali nekje počakati ta svoj prevoz do doma in tako naprej. In pa istočasno je prišlo do prvega te zrušitve teh pogojev za mladino v Sloveniji, to je bilo glih, da rečemo, 10. obletnica slovenske države, ko so se začeli kazati te učinki. Izničili smo gospodarstvo, pač ukinili smo toliko in toliko delovnih mest, pač študentje so med tem doštudirali, niso imeli pa kam v službo, niso imeli nobene perspektive. Vmes, kot sem rekel, so bili tudi izbrisani, vmes so bili študentje, ki so recimo, ko jim je doma začela razpadati družina, ker so pač starši ostali brez služb in je prišlo do zasuka v te
vsakdanjem razumevanju sveta. Skratka, to je bila ta velika sprememba, družbena sprememba, kajti Trn je nastal takrat v času za Slovenijo krasne nove družbe. Ne, v pričakovanju te krasne nove družbe, ki pa že začela kazati čisto en drug obraz. In Trn je v bistvu en prvih teh znanilcev tega. Družba se je tega zavedla 10 let kasneje, ne, pač, da sem opazil, da tudi v družbi prihaja do nekih opozoril glede tega vprašanja. Ampak Trn je bil pa pač prvi znanilc tega 10 let pred vsemi ostalimi opozorili, ko si ugotovil, da mladina dejansko nima nobene možnosti, ne za zaposlitev. Marsikdo tamle, tisti gospod, ki leži tamle na tleh, on je pač upisal doktorat, zato ker pač službe ni dobil, ne? In je doktor, še vedno brezposelni doktor, ne? In tako naprej. Tako da to niso portreti ene mladine, ki rečemo, da je zavozila svoje življenje ali pa kaj takega. Ne, tukaj je mnogo njih poznam, mnogo njih je pač dokončalo visokošolsko izobrazbo, ampak enostavno niso imeli s tem kaj početi. Postali so prekvalificirani za manjše službe in tako naprej. Skratka, v ta precep te krasne nove družbe se je to ujelo. In to se je zgodilo dobesedno v eni zimi. Se je pokazala ta plas, družbeni plas. Ne? Kajti pač Slovenija je pač slepo sprejemala in Trn je naperjen proti temu slepemu sprejemanju krasne nove družbe. Kajti projekt izhaja iz dejstva, da je pač vse skupaj, da je prikazan pojav predvsem posledica družbe, kot v kakršno smo se razvili, ne? Iz kakršne smo prišli in v kakršno smo se takrat začeli razvijati. Ne? Tako da to je bilo na en način upozorilo in sočutje. Ne? Mene ni nič čudil pojav, niti nič takega, pač, kar se mene tiče, gre za neko sočutje do. Skratka, Trn je na nek način in revolt in apel k boljšemu življenju, tako rekoč. Mislim, da je zelo dobro povzela bistvo te razstave Marina Gršnič, ki je rekla, da je recimo Trn, konkretno ta razstava, ki je pred nami, nek stranski produkt tega drvenja med socializmom v tej agoniji in to besno kapitalistično družbo, ki jo živimo danes. Ja, ker to niti ni kapitalistična družba, ne, ampak je neoliberalna družba, ne, ki pa vemo, kjer vse konotacije nosi, kakšna je njena liberalna zgodovina že 100 let nazaj, ne, in v kaj se je pol kot neoliberalna struja prevesila in kam vse skupaj rine. In seveda postsocialistični prostor, kar je bila takrat Slovenija, ne, absolutno ni bil pripravljen in ni razumeval, ni bilo tega razumevanja med ljudmi, koliko daleč to gre. Niso razumeli, da dna ni. V buri miru in v buri nemira se bo spuščala na tvoje prsi. Terjala bo plačilo in ti boš dajal in dajal. Ampak odrešitve ne bo nikoli. Pomemben element te razstave je tudi glasba. Ampak jaz mislim, da glasba v kontekstu te razstave ni zgolj nek zvočni background, ampak da je nekaj več. Ali je glasba zgolj kulisa ali je kaj drugega? Glasbo je delal prijatelj Jani Mujič, jo je pač enostavno iz skupka, jaz sem mu nabral en kup enih pesmi tistega časa, ne. Potem pa jo je on kot tonski mojster in tako naprej, jo je pač sestavil v neko sestavljanko in če dobro poslušamo, potem vidimo, da je v bistvu zelo pazljivo zbiral tudi besede
se pravi besedila v glasbi, se pravi besedila, ki sporočajo točno določene stvari, tako da ne, ni zgolj kulisa, je točno sestavni del, pač eden od 3 sestavnih delov, rečemo, cele postavitve. Tudi glasba sama po sebi je subverzivna. Absolutno. Tako. No, in če se zdaj povrnemo recimo na to obdobje, v katerem je ta Trn nastajal, med Trnom in tvojimi naslednjimi cikli je ene sorte vrzel, to se pravi time gap. Kaj si v tem času počel? Povedal si mi, da že prej si nakazoval, da si se nekaj let ukvarjal tudi s komercialno fotografijo. A je bilo to v tem obdobju ali kaj si počel? To je bilo v tem obdobju. Jaz, kot sem rekel, sem moral nekako rešiti svoj stanovanjski problem, tako da jaz sem moral delati, pač čisto drugače nisem mogel rešiti. Ne? Pač kot kulturni delavec kredita nimaš, ne? Starši so bili pokojni in tako naprej, skratka ni bilo drugače, kot da zaslužiš dovolj denarja, da lahko kupiš. Ne? Zato in v hipu, ko sem rešil svoj stanovanjski problem, sem pač tudi prenehal, ker tam ni jaz tisto znam, ampak moje srce ni bilo nikoli pri teh zadevah. Tako da Trn je bil v bistvu narejen med tem, kot en višek energije kljub temu in ravno zato pa še to. Ne? In Lice tudi, ne? Ki je bilo pač 2 leti prej. Tako. No, na osnovi pregleda tvojih umetniških ciklov lahko ugotovimo, da si tematsko zelo širok. Prej omenjeni projekt Lice je obravnaval po dobrem opisu Mihe Colnerja sodobne urbane pirate, šlo za portrete. Trn underground, zelo socialno občuten cikl, potem War, nesmiselnost vojne, Silence, beg iz realnega sveta v neko abstrakcijo, v neko izmišljijo, Animal, brezbrižnost človeka do ostalih biti in planeta nasploh. Kako zdaj poteka pri tebi ta ustvarjalni proces? Je to zelo impulziven moment, ali ti ustvarjaš bolj preudarno po korakih, kako to se dogaja po tebi? Predvsem gre za neke, kako se temu reče, protoserije, ali kako, se pravi, Animal še vedno nastaja. Ne? Animal, zadnjo fotografijo Animal sem naredil 2 tedna nazaj, recimo. Ne? In to bo nekaj, kar bo ves čas z mano. Pač ta odnos je do naših sopotnikov, kakor jih jaz imenujem, ne? Pač eni imajo parklje, eni kopita, eni pač ne vem tako, ne? Ampak še vedno jih smatram za naše sopotnike. Ne? Tako da to bo z mano, to bo rastlo in rastlo ves čas. Ne? To, kot je Lice, kot je Trn, tukaj je bolj impulzivno, ampak zato, ker situacija zahteva to. Ne? Zato, ker je pač nek moment, kjer si pač začutil ali pa najdu ključ, kako nek določen pojav prikazati, opisati, ga izpostaviti in pač nekako prispevati, da bi se to vrstna situacija spremenila ali pa da vsaj se je ozavestila in tako naprej. Ne? Tako da zato so ene stvari bolj impulzivne, druge stvari pa pač, so pa pač konstantno z mano, ves čas so z mano in počasno nastajajo. Ne? Tako da v bistvu enkrat, če bom imel čas in možnost, ne, se znajo ene knjige pojaviti, ne, pa bo tam recimo 40 let serije Animal, ne, noter. Ne. Pa se bo tudi videl razvoj, kako si slikal te iste, fotografiral te stvari pri 20-ih, pa potem kasneje, kako si razvijal svoj jezik. Ne. Tako gledam na te zadeve. Ne. Pač še vedno ti čas, pač tako življenje imam, da mi denar krade čas, ne. In potem, kolikor le časa in možnosti je, pač pa posvečaš temu, kar je v resnici tvoje primarno delo, kar je ustvarjanje.
No, v Škofjo Loko si prinesel tudi eno zelo fajn monografijo, teh fotografskih monografij, tako kvalitetnih pri nas nekaj dosti. Kako ti je uspelo sploh ustvariti tako razkošno knjižno izdajo, ki se ji reče Prehajanje k sodobnim skrbem, s temi bogatimi reprodukcijami in spremnimi teksti Aleksandra Basina, Marine Gržinič in Adele Eisenstein. Kdo je botroval nastanku te knjige? Jaz, v resnici. Ne. Knjiga je nastala, to je bilo izdano leta 2008 in to je bilo dejansko ravno, ko sem jaz končal več ali manj s temi svojimi komercialnimi stvarmi, ker sem pač rešil svoj problem, ampak sem imel pa še vedno naveze z ljudmi po različnih agencijah in tako naprej. Tako da dejansko sem opravil en posel in smo naredili neko kompenzacijo, ne, z eno od agencij ljubljanskih, pač, ki je omogočila ta tisk. Jaz sem pa njim pač kompenziral to z nekimi portreti in tako naprej. In tako je prišlo do te monografije. Tvoja dela so zelo subtilni komentarji časa, lahko jih dojemamo tudi kot kritiko družbenih anomalij. Zadnji cikli so bolj filozofski. Kako to? Ta svet je ves čas enak. Ne? Že v antičnem času so govorili, da bogatstvo pride samo na ta način, da škodiš drugemu in tako naprej, na račun drugega. Ne? To je že kaj Publili govoril, že se nekaj pač govori, citira starejše avtorje v tem. Ne? Se pravi, ravno zaradi te človeške narave, ki jo ne znamo preseči, tega plenilskega nagona, ki ga ne znamo preseči, ko je luknja nezasitna in ko gre bolj za to, da se predstavljamo, kakor da bi neko vsebino nosili s sabo, gre bolj za to, kako se predstavim, kakor kaj resno pač kdo misli in tako naprej. In tukaj tega ni nikoli konec. Ne? Se pravi, večno je, krivica je zlo je ne moreš izbrisati zla. Vse, kar lahko delaš, je, da ga blažiš, da ga v bistvu z nekimi preudarnimi kaznimi in tako naprej pač zmanjšuješ, ne, da ga držiš nekako pod kontrolo. Ne. Ampak naša narava človeška je žal še vedno jo ne znamo preseči. Ne. In temu se ne posvečamo zavestno, kakor se recimo Azija posveča temu zavestno, ne, pač kjer pač strogo trenirajo svoj duh, da pač pripeljejo določene vrline ven, določene stvari odvržejo in tako naprej. Zahodni človek ravno obratno. Ne. Mi hočemo pustiti pečat na tem planetu, Azijec se boji, da ga bo pustil na tem planetu kakšen pečat. Ne. Te filozofske razlike in tako naprej. In ker živimo mi v zahodnem svetu, zdaj sploh, ne, zadnjih 30 let toliko bolj, ne, teh krivic ne bo zmanjkalo. In zdaj biti plat zvona, ne, pač kako je to vaš čas, pa kot Diogen iskati človeka pri belem dnevu z lampiončkom, ne, in tako. To je nekako v redu, vse v redu, ampak ne pripelje prav daleč. Pa tudi potem se v eni, pa jaz ne bom večno živel. Ne. Se pravi, mislim, da je tudi ena od mojih nalog, da pač pripeljem na dan tudi neke druge stvari, se pravi, kako jaz res rezoniram, kako res čutim, kako mislim. Ne. In s tem prinašaš na svet neke druge vsebine, ki jih brez tebe mogoče ne bi bilo, ne. Vsaj ne v tej obliki, no, tako. In se mi zdi, da je prišel ta čas, ko moram jaz zaradi samega sebe začeti delati na teh vsebinah. Kajti te vsebine so bile vedno z mano, se zato me je pa zmotilo
ta situacija, zaradi katere je nastal trn, zaradi katere je nastalo lice, ne, zaradi katere je nastalo še marsikaj, ne, pač za socialno delo in tako naprej, sem delal serije in tako naprej. Ampak tega ne bo nikoli konec in v bistvu biti nek na prvo žogo upornik se mi zdi, da preraste še enkrat to fazo. Ne? In se mi zdi, da je boljš, da ponujam alternativo, neko drugo možnost, nek drug pogled, nekaj, kar ljudje lahko potem se napolnijo tudi s tem. Ker ljudi v tem trenutku je treba mehčati. Zdaj, ko nam vse pop popevkarice pa tako naprej in popevkari pojejo o tem, kako bi radi revolucijo zganjali, nekar, ne. Itak je vse na tem, da vse skupaj zagori vsak hip. Zdaj treba pač ljudi, jaz mislim, da je treba ljudi mehčati in jim treba dajati vsebine, ki jim bodo dvigovale nivo energije. Ne spuščale še bolj v material, še bolj v strah, v nizke, v rdeče energije. Ne? Kar se pa dogaja. Že? Ja, seveda, to dela pa televizija, pa mediji, pa tako naprej. Zakaj bi to delal še jaz? Intenzivno se posvečaš tudi konceptu videnja v fotografiji. To je bilo zaznavno na tvoji razstavi za Slovensko Toma v Jakopičevi galeriji. Na fotografijah so bile podobe fantastičnih krajev, ki si jih poimenoval po oddaljenih krajih. Na nek način me spominjaš na Karla Maja, ki je pisal v Ameriki bolj nazorno kot Amerikanci, pa tam sploh ni bil nikoli. Kje si poslikal te motive, te zadeve? Kompletna Skotoma je narejena v radiju 100 metrov od mojih vrat, od vrat mojega studija v Ljubljani. Se pravi, lahko odpotujem preko samo preko pogleda lahko odpotujem, ne? Lahko prepoznam nekaj in me odpelje tja. In ko jaz to fotografiram, v tistem hipu, ko to fotografiram, sem jaz dejansko tam. Zelo šamanistično to deluje. Sem si pa ogledal tudi tvojo razstavo v mali galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani z naslovom Preostanki. In tiste fotografije mene osebno spominjajo bolj na slikarska dela. Bolj kot recimo na neka standardna fotografska dela. Kaj pomenijo ti ujeti trenutki na teh konkretnih slikah iz te razstave, recimo? Pri Preostankih gre za to, da tam ni fotoaparata, ne? To je cameraless photography. Ne? Tako da gre samo za določene napake, nekatere so hotene, pač voziš nek proces, kaj bo sicer prišlo ven, ne veš. Nekatere so pa dejansko najdene na nekih, predvsem zelo starih filmih, ko sem šele začenjal s fotografijo, pa sem narobe kakšne procese delal, pa je pol so napake se začele gor prikazati, predvsem s časom, ne? Ali začela emulzija razpadati, ali pa kaj takega, ker ni bila pravilno sfiksirana ali kako tako. Mene je tam bolj zanimalo to, kje vse lahko najdem podobo, ne? Ali lahko v nečem razpadajočem, v nečem, kar je v bistvu smet, najdem nekaj, kar je lahko smiselna podoba ali celo lepa podoba. In se mi je zdela taka lepa vzporednica z časom, ki ga živimo, kajti živimo čas, ko razpada vse tisto vrednote in tako naprej, vse tisto, kar smo imenovali družba, človeška družba, vse to razpada pred našimi očmi. Pa se ne sekiramo prav dosti, ne? Ampak vse to razpada in v bistvu živimo samo še preostanke neke družbe, res bežne preostanke, ne? In me je zanimala ta analogija, ne? Lahko jaz tudi v nečem, kar je bil nekoč mišljeno za slik kot neka podoba, ampak ni uspelo, da je razpadlo, je tako rekoč smet, ali lahko znotraj smeti še vedno najdem neko smiselno podobo.
Razpet si med Ljubljano, Kelnom, Münchnom, Beogradom in ostalimi večjimi mesti tole blizu, v narekovaju. Kako doživljaš to razpetost? Ali je ljubljanski pristan zgolj pribežališče? Mačkam so čist realne možnosti moje, pač jaz nisem imel nekih možnosti, da bi se odselil takrat, ko pač dolga zgodba, so bili neki razlogi, ki pač niso dovoljevali. Bil sem vabljen, da bi živel in delal v Kölnu, pač dolgo časa bi dobro živel in bi dobro delal in bi bil pač marsikje lahko, ampak okoliščine niso dovoljevale oziroma pač jaz si nisem dovolil nekih, zato ker bi se cel življenje v bistvu ne bi bil srečen, če bi nekaj v Ljubljani zapustil na nepravilen način, če bi učil. Ampak drugače pa se čedalje bolj spet vračam k temu kroženju med temi prostori in na en način imam znance in prijatelje po vseh teh mestih in zdaj res prav zadnje čase se čedalje bolj spet srečujemo, smo čedalje bolj v stikih in pač zame je to nujno. Ljubljana v bistvu je zame atelje. Tako rekoč, moja glava ni nikoli v Ljubljani. Seveda imam prijatelje in tako tudi v Ljubljani, ampak da bi razmišljal kot o Ljubljani, nisem pa nikoli in tudi... V Ljubljani kot centru sveta. Ja, recimo, tako moje življenje ni tam, moje življenje je v ateljeju in pa pač v povezavi z vsemi temi kraji in z vsemi temi prijatelji. In tudi čez zdaj sem se vrnil od nekje... Iz Nemčije, konkretno. In čez 2-3 tedne bom odšel v Beograd, kjer je spet vabilo za razstavo in tako naprej. Tako da to mi je, v bistvu to je moj kulturni prostor. Jaz ne morem pripadati eni državi kot taki, ampak pripadaš enemu kulturnemu prostoru. In ta kulturni prostor je tako rekoč itak cela Evropa, pa bivša naša država in tako naprej. No pa če se malo zdaj omejiva na to Nemčijo, spomini so sveži, najbrž nisi v Nemčiji bil turistično zgolj, a si bil študijsko, a si bil raziskovalno? Bil sem na rezidenci, kjer sem pač raziskoval en pojav, skozi katerega smo šli tudi mi. V bistvu bivša vzhodna Nemčija, postsocialistično mesto, seveda v Nemčiji, ampak v vzhodnem delu. Tako, v vzhodnem delu, se pravi postsocialistično mesto, in kako se oni s tem spopadajo in kakšne imajo oni probleme in kakšni so bili te problemi pri nas, v Sloveniji recimo. In potem te vzporednice in potem smo se veliko pogovarjali, kaj je podobnega, kaj je različnega, katerim pa s tem se izogniti, in tako naprej. Pa tudi seveda sem fotografiral, pač so tudi nova dela nastajala tudi gor. No, tlele v tej galeriji si na nek način rekonstruiral vzdušje teh ljubljanskih klubov spred 20 let, s tem svojim ciklom Trn, legendarnim, ki je tukaj okoli naju. Dosti si s Trnom gostoval naokol in po Sloveniji in po tujini. Kako so sprejeli recimo Trn pri nas in kako v tujini, kje je požel največ zanimanja? Pri nas je bil vedno, razen tukaj, moram priznati, ker ste ga vi zbrali med ponujenimi, pač imeli ste na razpolago par različnih serij, pa tako naprej in ste izbrali Trn. In to je bilo prvič, kar se tiče Slovenije. Drugač pa mislim, da so recimo da sem bil res povabljen prav zaradi te serije, tako kot tukaj, je bil Dunaj. Tam so prav hoteli Trn.
recimo Beograd je to naredil za otvoritveni dogodek mednarodnega festivala, pri nas je bila pa vedno borba, v Sloveniji je bila vedno borba. Jaz sem hotel, da se to čim več okrog prikazuje, po mladinskih centrih, še takrat v unih časih, pa tako naprej, kar je bila mladina ciljna, ne. Ampak vedno je bila borba, kako prepričati ljudi, pa polka so, ja, pa ste nam uničili galerijo, pa tako naprej. Pol so bili pa navdušeni, polk je bilo vse že mimo, ne? Ampak najprej so bile pa vedno borbe. Ne? Jaz mislim, da ima Slovenija recimo zelo vitalno fotografsko sceno. V Sloveniji je kar nekaj izjemnih avtorjev. Seveda Slovenija ne premore tiste produkcijske, postprodukcijske zmožnosti. Slovenija ne zmore te kuratorske moči, da bi to nekdo osmislil in postavil kot eno gibanje in plasiral ven, kot recimo slovenska sodobna ali pa slovenska nova fotografija ali pa ne vem. Ne znamo. Tukaj je tista razlika, ki jo čutim recimo med centri, se pravi ne v avtorjih, ampak v kuratorskem, kritiškem, pa ne, da tukaj ni dobrih kritikov pa dobrih kuratorjev, ampak so zasedeni z vsem živim. Ne? Ampak da bi tukaj nekdo vse to, da bi naredil en izbor in da bi to predstavil naven kot nek tipičen slovenski proizvod. Kajti ima pa Slovenija, zdaj smo na enem kritičnem obdobju. Zahodni umetniški trg poklika vse. In seveda, recimo tako kot glasba v 80-ih, ki je bila izrazito slovenska še, ne, pač punk, novi val, ne, so bili izrazito tudi v slovenščini se je pelo. Danes, ko poslušaš tako, danes, in tudi zvok in vse. Pustimo manjše produkcijske sredstva, ampak zato ravno nek svoj zvok in tako. No, isto je s fotografijo. Ne. Danes bendi pač pajajo že po angleško, tako naprej, pa probajo igrati tako prozahodno. Ne. In zato govorim o tem, zato ker v Sloveniji bo zginil ta tipičen pečat slovenske fotografije, ker ga bo povozil ta mlajši in mlajši avtori, ki zdaj rastejo, ne, bodo bolj in bolj prozahodno delali in se s tem utapljali v tisti množici. Ne. Se pravi, izginja nekaj, kar je, kako se temu reče, site specific, ne, pač tako, kar je tako, ne. In zato je bil v bistvu ta čas, ta zlata 80-ta pa do recimo še vedno, ne, ko bi bilo pametno eno slovensko fotografijo postaviti v en ta kontekst, ne, ko ta prostor nosi nekaj, kar ne kopira zunanjega prostora. Zahod je hiperproduciran, tako kot glasba, ki je hiperproducirana, kot filmi in tako naprej. Skratka, ta hiperprodukcija in to, mislim, postprodukcija, predstavitev in tako naprej. Vse to je vse v redu in prav, more se v tem... Tehnična plan. Ja, tako, v tem se more razmišljati, ne. Ampak to pride v bistvu, Zahod vidiš, da maši vsebinske luknje, dostikrat, ne me narobe razumeti, na Zahodu je mnogo dobrih fotografov in tako naprej, ne, pač kot avtorjev, ne. Ampak bolj kot vidiš, da so stvari postprodukcijsko spimpane, da rečem, ne. Večkrat se ti zna zgodi, da ko gledaš vsebino, ki jo gledaš, da ni toliko močna, kakor je pa pač vse ostalo postavljeno naokrog. To bi samo še rekel, ne. Vedno se je pri Trnu omenjalo Metelkov in tako naprej. Zdaj pa, zakaj so glih te underground prostori takšni? Zato, ker povsod drugje je človek tržno blago. Pridi, troši, skratka, ne more se zgoditi, taka stvar se ne more zgoditi v enem
nočnem klubu, ki je izrazito tržno naravnan. Ne? Se pravi, istočasno in s tem to pomeni, da nočni klubi, ki so bili ravno temu namenjeni, ne mislim zdaj kinkanju in spanju, ampak ki so bili namenjeni pač, da ljudje, tudi ljudem, ki po noči niso imeli doma in tako naprej, pa so lahko tam bili celo noč, pa so spili 2 pijači, pa je bilo to, ampak so bili celo noč na toplem in suhem in tako naprej. In so komunicirali. In so komunicirali, seveda. Ne? No, in se pravi, s tem kapitalizmom, s tem, ko so postali klubi kjer si ti kot gost samo tržno blago, tam tega ne more biti. In potem vidiš, kako izginja ta socialni prostor, ta prostor, tudi javni prostor izginja, ne, na račun raznih barčkov in tako naprej, ne, izgubljamo cele trge po mestih in tako naprej. Tam se ne moreš usesti in uživati, prej si lahko na klopci na tem trgu sedel, zdaj pa te klopce ni, ker so mize in če nimaš za kavo ali ne vem kaj, ne moreš tam sedeti na istem trgu. Skratka, ukinjajo nam javni prostor na račun tega, da si ti potrošnik. In zato so te prostori edina pribežališča teh socialnih prostorov, ki jih pa pač v naši družbi z našo novo krasno družbo zginevajo, in zato je to možno samo tukaj. Samo tukaj so te ljudje puščeni na miru. Posod druge pride redar, pojdite. Ne? Tako da to je to. Se pravi, cel čas je bil ta pogovor Metelkova pa Underground pa tako naprej. To je tista ena socialna funkcija Metelkove, ki jo recimo takrat, se to je 20 let nazaj, ki jo ni noben omenjal. Ne? In to je tista funkcija, ki jo je Rok vršil. Ne? In zdaj smo zradirali tisti socialni center, ki je tudi za izbrisane skrbel, in zdaj bomo dobili park izbrisanih tam. Ne? Pač, te zaplembe, temu rečemo zaplemba, ne? Ko zapleniš nek pomen in ga postaviš v čist drug kontekst. Ne? To se dogaja, zato so te prostori bili ti, ki so to omogočali. Kultni, tako rekoč. Ja, zato so tudi kultni. Včasih je bil to Šumi, včasih je bil Favel, včasih je bil K4, dokler ga ni prevzel šov. Ne? Zdaj pač Metelko, bil je Rok. Ne? Zdaj pač vse mesto brez tega ne more preživeti, vedno more biti nekje. Je pa dejstvo, da so v današnjem času to čedali balerine na obrobje. Z željo po svobodnih refugijih za srce in dušo zaključujeva ta razgovor. Hvala.